Vojne niso le vojaške operacije. Skoraj vedno gre tudi za denar in moč. In ta iranski dogovor nam je to pokazal bolj kot kdajkoli prej, saj so vsi osredotočeni na vprašanja, če in zakaj tega dogovora. Poskušajo ugotoviti, ali je dober ali slab. Večina nas je pozabila vprašati, kako je ta dogovor sploh nastal. In odgovor na to je senčna vojna, ki jo ZDA tiho vodijo, potiskajoč Iran na rob, česar nihče od nas ni opazil. Mislim, Trump nam je dal majhen namig, ko je rekel, da je ameriška vojska na skrivaj po noči premikala naftne tankerje skozi Hormuško ožino, potem ko je bil iranski radar uničen. Kar tako, mimogrede. Poleg tega, da je to ena najbolj kul vojaških operacij vseh časov, je tudi opomnik, zakaj je bila ta vojna vedno. Nafta, denar, gospodarstvo. In to je zgodba, ki vam je mediji niso povedali. Dobrodošli v oddaji Jirka na JNS TV. Poglobimo se. Preden pridemo do dela zgodbe o Jamesu Bondu, začnimo z iranskim gospodarstvom. Saj morate vedeti, kje je bilo na začetku, da bi razumeli, kako daleč je padlo. Iran ima 4. največje dokazane zaloge nafte na svetu. Njegova geografija pa ga uvršča med najbolj strateško umeščene države na Zemlji. Na njegovi južni obali leži Hormuška ožina, ozka morska pot, skozi katero vsak dan preide približno 20% celotne svetovne zaloge nafte in povezuje Perzijski zaliv z odprtim oceanom. Vsak sodček nafte, ki ga izvozijo Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Irak in Katar, mora skozi to ožino, da pride do preostalega sveta. In Iran leži na njegovih obalah, kar pomeni, da že desetletja nekako nehote nadzoruje svetovni energetski trg, že samo s tem, da obstaja tam, kjer obstaja. Nafta ni le glavni iranski izvozni izdelek. To je finančna osnova celotnega režima, saj financira vlado, vojsko, IRGC in mrežo proksijev, ki sega od Libanona do Jemna. In od leta 1979 so ZDA in svet razumeli, da če želiš Iran pripeljati za pogajalsko mizo, jih moraš udariti po denarju. Zgodovina zahodnega pritiska na Iran je v bistvu enak cikel, ki se nenehno ponavlja. ZDA zaostrijo sankcije, dokler Iran ne pristane na pogajanja, doseže se dogovor, Iran izkoristi pridobljen čas za obnovo, nato pa se vse skupaj začne znova. Jedrski sporazum iz leta 2015 je najbolj znan primer tega. Leta pritiska so končno pripeljala Iran za pogajalsko mizo, kar je že samo po sebi slab znak. Nato pa je bil podpisan dogovor, ki je omejil njegov jedrski program v zameno za omilitev sankcij. In skoraj takoj je Iran začel uporabljati to finančno olajšavo za financiranje svojih terorističnih posredniških skupin, razširjal je svoje orožarske programe in iskal načine, kako zaobiti naslednji val pritiska. Dogovori so bili večinoma zelo slabi, vzorec po podpisu dogovora pa je bil prav tako precej dosleden. Kako torej te sankcije dejansko izgledajo? No, osnovna ideja je preprosta. Vsako podjetje ali banka kjerkoli na svetu, ki posluje z Iranom, tvega, da bo odrezana od ameriškega finančnega sistema. In ker celotno svetovno gospodarstvo poteka prek ameriških bank in dolarja, je ta grožnja običajno dovolj, da večina podjetij ostane stran. Iran nima nikogar, s komer bi lahko posloval. Toda težava s sankcijami nikoli ni bila v sami ideji sankcij. Težava je bila dejansko le v izvajanju. ZDA so bile glede tega skozi različne administracije nedosledne, Iran pa je 40 let iskal načine, kako zaobiti sankcije. Lažna imena podjetij, posredniške države, ki plačujejo v valutah, ki niso dolarji, prikrivanje izvora njihove nafte. Postali so zelo, zelo dobri v tem. Dovolj dobri, da Iran leta 2023 kljub aktivnim mednarodnim sankcijam zasluži 53 milijard dolarjev z nafto, kar vam pokaže vse, kar morate vedeti o razliki med tem, kaj naj bi sankcije dosegle, in tem, kaj se dejansko zgodi, ko jih nihče zares ne izvaja ustrezno. Še preden je bila leta 2026 odvržena prva bomba, je bilo iransko gospodarstvo že v resnih težavah. In vprašanje, ki si ga je bilo vredno zastaviti, je bilo: če je Iran z obvozom sankcij zaslužil 53 milijard dolarjev na leto, zakaj je potem gospodarstvo tako močno trpelo? Odgovor je, da izogibanje sankcijam ni enako kot imeti zdravo gospodarstvo. Denar, ki ga je Iran zaslužil, je šel skoraj v celoti terorističnemu režimu, njihovi vojski, njihovi mreži posredniških skupin, ne pa v tisto, kar država potrebuje, kot je gradnja bolnišnic in infrastrukture ali zagotavljanje delovnih mest. Desetletja sankcij so odgnala tuje naložbe, izpraznila zasebni sektor in pustila navadne Irance z valuto, rialom, ki je zelo, zelo hitro izgubljala vrednost. Inflacija, ki presega 48%, pomeni, da ne glede na to, kakšna je vaša plača na začetku leta, lahko decembra z njo kupite približno 40% manj. Vlada je začela tiskati bankovce v apoenih, ki jih Iran še nikoli ni potreboval.
bankovec za 10 milijonov rialov, ker so manjši postajali preveč brezvredni za vsakodnevno uporabo. Eno samo ocvrto jajce v Iranu stane 1 milijon rialov. Tako je bilo življenje videti, preden se je začela vojna. In kaj je tista ena stvar, ki bi to lahko popravila? No, seveda, odprava sankcij. Zato ste, če ste spremljali katerokoli od pogajalskih krogov, opazili, da Iran ni želel popustiti pri eni zahtevi, med mnogimi drugimi, odmrznitvi svojih sredstev in finančnemu olajšanju. Milijarde dolarjev so zaradi sankcij blokirane in nedostopne, Iran pa jih želi nazaj kot del kakršnegakoli dogovora. To ne izhaja iz njihove dobrote ali nenadne skrbi za iransko ljudstvo. Islamska republika preživi zato, ker so ljudje znotraj sistema, vojaki, revolucionarna garda in obsežna mreža zvestih podpornikov režima finančno odvisni od njega. Ljudje ostanejo zvesti, če jih plačuješ. Ko ta denar preneha prihajati, se lahko začne njihova zvestoba majati. In režim, ki skuša zatreti upor, si ne more privoščiti omahujočih vojakov. Torej, ko Iran na pogajanjih zahteva odpravo sankcij, v resnici pravi, da potrebujejo denar. Ne za obnovo gospodarstva, ki bo tako ali tako spet propadlo, ampak da obdržijo ljudi z orožjem na svoji strani, torej, da postanejo še močnejši in sposobnejši sovražnik. To je bil gospodarski položaj, iz katerega je Iran vstopil v vojno konec februarja. Sistem, ki je bil že pod pritiskom, kjer so celo državni mediji režima opozarjali na stroške življenja. V nenavadno neposrednih izrazih so poročali o množičnih odpuščanjih, pojavljale so se pomanjkanja zdravil, vlada pa je državljanom dovolila nakup osnovnih dobrin na kredit, zavarovan s prihodnjimi subvencijami, ker so subvencije same po sebi pojenjale. Ko se je vojna začela februarja, je Iran storil to, kar je vedno govoril, da bo storil. Hormuško ožino je spremenil v orožje, napadal trgovske ladje z raketami, droni in minami ter zvišal stroške zavarovanja do te mere, da so komercialna ladijska podjetja preprosto prenehala pošiljati ladje. Iran je računal, da bo zaprtje ožine za svetovno ladjarstvo svetu povzročilo tolikšno gospodarsko škodo. Cene nafte bi poskočile, dobavne verige bi bile prekinjene, mednarodni pritisk na ZDA naj ustavijo vojno pa bi postal neznosen. In imeli so prav, da je skok cen nafte povzročil velik pritisk na Trumpa. Toda Iran je naredil nekaj bolj preračunljivega kot zgolj zaprtje ožine. Ožino je zaprl za vse druge, medtem ko je svojo lastno nafto še naprej prevažal. Iranske ladje so v tednih po začetku vojne še naprej izvažale približno 2 milijona sodčkov nafte na dan skozi ožino, medtem ko so napadale in grozile vsem drugim plovilom, ki so poskušala prečkati. IRGC je hkrati izvajal svoj sistem cestninjenja, ladjam zaračunaval do 2 milijona dolarjev za dovoljenje za prehod, pristojbine pobiral v juanih in kriptovalutah. Iran pa je nadzoroval, kdo lahko uporablja morsko pot in imel dobiček od vseh, ki so poskušali. Wall Street Journal je takrat opozoril, da je Iran dejansko izvažal več nafte kot pred začetkom vojne. Čeprav ne vemo, ali to drži, vendar to samo potrjuje bistvo. Javna zgodba tega konflikta, napovedane in ustavljene operacije, podpisana in kršena premirja, prekinjena in obnovljena pogajanja, se od zunaj zdi kaotična, vendar se pod vsem tem hrupom finančna kampanja proti Iranu ni ustavila niti za en sam dan. Vsak teden, ko so diplomati govorili in so potekala pogajanja, je Ministrstvo za finance dejansko uvajalo sankcije. Vsak teden, ko bombe niso padale, se je gospodarski pritisk stopnjeval. Vojna proti iranskemu gospodarstvu ni bila dopolnilo vojaški kampanji. Na mnogo načinov je bila to prava, dosledna kampanja. 13. aprila, ko je Donald Trump napovedal pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki jo je izvajalo več kot ducat vojaških ladij, več kot 100 letal in več kot 10.000 pripadnikov osebja v bližini ožine, so bili tarča vsi plovila, ki so poskušala vstopiti ali izstopiti iz iranskih pristanišč ob Arabskem zalivu in Omanskem zalivu. Donald Trump je trdil, da blokada Iran stane 500 milijonov dolarjev na dan. In do maja je ministrica za obrambo ocenila, da je Iran od začetka blokade izgubil 4,8 milijarde dolarjev prihodkov od nafte. Iran je s prodajo nafte letno zaslužil vsaj 30 milijard dolarjev. Ti prihodki so zdaj praktično nič. Toda blokada je prav tako prekinila uvoz in država, ki je že doživljala več kot 50-odstotno inflacijo, pomanjkanje hrane in zdravil, se je zdaj soočala z možnostjo, da ne bo mogla uvažati blaga, ki ga potrebuje za osnovno delovanje. Minister za obrambo Hegseth je bil na briefingu v Pentagonu zelo jasen. Minister za finance Scott Bessent in naši prijatelji na Ministrstvu za finance prav tako začenjajo operacijo Economic Fury, s katero bodo povečali gospodarski pritisk na Iran po celotni vladi. Pametno izberite. Če se Iran odloči napačno, bodo sledile blokade in bombardiranje infrastrukture, elektroenergetskega sistema in energetskih objektov.
In čeprav je bila blokada najbolj viden finančni instrument, je kampanja Ministrstva za finance, ki je potekala vzporedno z njo, ciljala na prikrito mrežo, ki jo je Iran prav tako gradil več let, da bi preživel sankcije. Menjalnice valut, paravanska podjetja, posamezne lastnike ladij, kriptoborze in, kar je najpomembneje, samega kitajskega kupca. Ministrstvo za finance se je odločilo, da bo uvedlo sankcije proti eni največjih neodvisnih rafinerij na Kitajskem, ki predeluje 400.000 sodčkov na dan. Prodajalca so identificirali kot prodajno enoto iranskih oboroženih sil za nafto, s čimer so jasno dali vedeti, da so ZDA pripravljene neposredno ukrepati proti velikim kitajskim industrijskim obratom, da bi zmanjšale prihodke Irana. Skupaj z njo so bile sankcionirane še 4 druge kitajske rafinerije. Največja iranska kriptoborza, ki je leta 2025 obdelala več kot 50% vseh iranskih prilivov digitalnih sredstev, je bila prav tako sankcionirana. Menjalnice, posredniška območja, fiktivna podjetja v Dubaju in Hongkongu, plast za plastjo. Arhitektura, ki je omogočala pretok iranskega denarja, se je razgrajevala, saj je bila zaradi blokade prekinjena tudi izvoz nafte. Kupci, ki jih ciljajo sekundarne sankcije, plačilni sistemi, prizadeti zaradi uvrstitev na sankcijske sezname in sama senčna flota, ki je uvrščena na sankcijske sezname ladjo za ladjo. Iranska vlada je sama ocenila skupno vojno škodo na 270 milijard dolarjev, kar je enako 57% BDP-ja. Včeraj pa je Netanjahu napovedal, da je škoda, dejanska škoda, povzročena Iranu, zdaj skoraj pri bilijonu dolarjev. Državni mediji režima so sprožali alarme z besedami, ki so po standardih iranskih državnih medijev izjemne. Uredniki ne govorijo več o ekonomski politiki v smislu blaginje, ampak v smislu preprečevanja nemirov. Kaj je razlika med vlado, ki obvladuje krizo, in vlado, ki se dejansko boji svojega lastnega ljudstva? Zdaj, obstajala je še ena plast tega, o kateri nihče ni poročal, in to so bile zalivske države. Poleg vsega, kar Amerika počne tako vojaško kot ekonomsko, sta se Saudska Arabija in Združeni arabski emirati na takšen scenarij pripravljala že leta. Saudska vzhodno-zahodna naftovodna cev poteka 1200 km čez arabski polotok do Rdečega morja in Aramco je hitro ukrepal, da jo je spravil na polno zmogljivost. Naftovod Abu Dhabi v Združenih arabskih emiratih zagotavlja dodatno obvoznico do Omanskega zaliva. Nobena od teh cevovodov ne more nadomestiti celotne količine, ki običajno prečka Hormuz, vendar je bilo sporočilo, ki so ga poslali, pomembno. Najpomembnejši svetovni izvozniki nafte iščejo načine, kako prevažati svojo nafto brez Irana. Države v zalivu so medijem povedale, da je iransko vedenje ustvarilo ogromno vrzel v zaupanju, ki je morda nikoli ne bo mogoče popraviti, in da vlagajo v dolgoročno infrastrukturo, s čimer jasno sporočajo: obnavljamo, da zmanjšamo svojo odvisnost od morskega prehoda, ki ga lahko Iranu grozi. To je nekaj, kar gradijo že leta, saj so vedno vedeli, da je Iran velika nevarnost. In medtem ko so si prizadevali za ta vojaški dogovor in si prizadevali, da bi pogajanja uspela, so v zasebnosti izjemno zadovoljni. Da ima Izrael še vedno vojaško sposobnost napasti Iran, ker se je Iran izkazal za neverjetno nadlogo za ves svet. Mimogrede, Združeni arabski emirati so šli še dlje in so maja popolnoma izstopili iz OPEC-a, ter se začeli tesneje povezovati z Izraelom in Združenimi državami Amerike. In o tem smo naredili celo epizodo, zato si jo oglejte. Tisto, kar je Iran vedno uporabljal kot svojo največjo geografsko prednost, sposobnost, da grozi ožini in drži svetovno energetsko oskrbo za talca, so z inženirskimi rešitvami tiho in trajno zaobhajali. Kar nas pripelje nazaj do Trumpa v ovalni pisarni, ki govori o 22 ladjah brez luči in uničenem iranskem radarju. Ker so ZDA marca odvrgle bunker buster bombe na iranska mesta za izstrelitev protiladijskih raket ob ožini in potopile 16 iranskih ladij za polaganje min. Fizično so očistili vodno pot orožja, ki ga je Iran uporabljal za grožnjo vsakomur, ki je poskušal prečkati. In ker je iranski radar izginil in je bila njihova pomorska zmogljivost močno zmanjšana, je bila ožina prvič po februarju prehodna. Maja je Trump napovedal operacijo Projekt Svoboda, odprto mornariško spremstvo za tankerje, ki so obtičali v Perzijskem zalivu, ki je trajala natanko en dan, preden so jo prekinili zaradi pogovorov o premirju. Ti so kazali dovolj napredka, da se je javna eskalacija zdela napačna poteza, kar pa se je seveda izkazalo za brezplodno. A mornarica ni odnehala. Namesto tega je začela delovati bolj potiho. Z ladjami so vzpostavljali zasebne stike, jim posredovali koordinate, jim naročali, naj izklopijo svoje sledilne oddajnike in jih ponoči v konvojih po 14 do 26 plovil vodili skozi ožino brez luči, v vodah, kjer je bil iranski radar že popolnoma uničen.
JP Morgan je do junija ocenil, da je skozi ožino na popolnoma nevidnih ladjah potovalo približno 2 milijona sodčkov nafte na dan. Skupaj več kot 100 milijonov sodčkov na več kot 200 ladjah skozi vode, ki jih je Iran več mesecev spreminjal v zasebno cestninsko cesto, zdaj pa so jih Američani ponovno prevzeli. Zdaj ne vemo natančno, ali so ti podatki resnični ali zgolj ocenjeni, vendar je bistvo tukaj enako. Da, dogovor se je sicer pogajal, vendar so se hkrati v ozadju dogajale stvari, ki so skušale Iran prisiliti k podpisu. Potem je seveda 24. junija Iran dejansko pristal na podpis dogovora, kar bomo še videli, ali se bo res zgodilo ali ne, ampak do tega so prišli. Boji so se ustavili. Ožina se je ponovno odprla. Začenja se 60-dnevno obdobje jedrskih pogajanj. In prva in najbolj nujna zahteva Irana, pogoj, za katerega so rekli, da mora biti izpolnjen, preden se lahko pogajanja sploh zares začnejo, je sprostitev 24 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Seveda to ni varnostno jamstvo. Zakaj bi ga sploh potrebovali? To ni priznanje njihovega jedrskega programa. To je samo denar nazaj, da lahko obdržijo svoje ljudi zadovoljne. In ko rečem ljudje, ne mislim na prebivalce Irana. Ti sovražijo republiko. Govorim o lojalistih, ki omogočajo celotno katastrofo Islamske republike. Namestnik iranskega zunanjega ministra je to postavil v središče celotnega okvira po podpisu in dejal, da bo 60-dnevno pogajanje odvisno predvsem od tega, ali bodo ZDA sprostile ta zamrznjena sredstva. Če potrebujete še kakšen dokaz, da je bila ta vojna vedno povezana z denarjem, vam ga je Iran sam ponudil za pogajalsko mizo. Ampak tukaj je vprašanje, ki je v mislih vseh. Zdaj, ko vemo, kako je do tega dogovora prišlo, se vsi sprašujemo in razmišljamo, ali je ta dogovor dobra stvar ali ne. No, za začetek, če je Iran pristal na to, je to zato, ker jim dogovor omogoča preživetje. In režim, ki preživi, je slab. In režim, ki preživi, se lahko tudi ponovno vzpostavi. Zgodovina vseh prejšnjih dogovorov z Iranom je prav zgodovina tega. Sprostitev sankcij priteče, režim se stabilizira, posredniki dobijo ponovno financiranje, centrifuge se začnejo vrteti in čez 5, 10, 20 let smo spet na začetku. To se je zgodilo pri dogovoru iz leta 2015. To se je že zgodilo in obstaja vzorec ter cikel. Če ste upali na padec Islamske republike, potem vam ta dogovor ni všeč, saj je bil ta padec neizogibno odložen za kar nekaj časa. Lahko sem za trenutek iskrena. Še ne poznamo dovolj podrobnih pogojev, da bi lahko popolnoma razčlenili, kaj se podpisuje, in ne bom se pretvarjala, da je drugače. Ne poznam vseh podrobnosti, ali ta dogovor prinaša kaj dobrega ali slabega. Ampak preprosta resnica je, da je kakršenkoli dogovor problem. Ker če bi bil Iran pripravljen to podpisati, potem to pomeni, da tisto, kar smo potrebovali od njih, ni bilo na mizi. Poznam ta vzorec in zaradi tega vzorca mi je zelo neprijetno, ker je bil ta dogovor v bistvu namenjen eni stvari – poskusu odprave jedrske grožnje. In ja, znebiti se jedrskega orožja je zelo pomembno, vendar je prav tako pomembno znebiti se terorističnega režima, ki nadzoruje gospodarstvo in Bližnji vzhod na način, kot to počne Iran. Poleg tega, tudi če predpostavimo, da ta dogovor dejansko odpravi jedrsko grožnjo, lahko to stori le, če se uveljavljanje nadaljuje. Ne za 60 dni, kot trenutno vidimo v dogovorih, čeprav podrobnosti še niso bile razkrite, in ne samo za čas trajanja naslednjega novičarskega cikla. Potrebujemo neprekinjeno in resno izvajanje z enako intenzivnostjo, kot je ustvarila gospodarski pritisk, o katerem smo govorili skozi celotno oddajo. To je tisto, kar bi morali vsi spremljati in iskreno povedano, kar bi morali vsi zahtevati. Morda, če je kaj dobrega v tem dogovoru, je to, da ne dobijo jedrskega orožja. Vendar se to zgodi le, če ZDA dejansko uveljavljajo pravila, ki so jih postavile, kar pa v preteklosti še nismo videli. Poglejte, lepo bi bilo, če Iran nikoli ne bi dobil jedrskega orožja, ampak to ni zgodba. Ker tukaj je nekaj, česar ne morem spregledati in mislim, da se to skoraj vedno izgubi, ko je kateri od teh sporazumov podpisan. Za vse ljudi, ki dejansko živijo pod posledicami tega režima, ljudi na Bližnjem vzhodu, ne za tiste, ki jih prizadenejo cene nafte, ali pa tiste, ki jih je strah ideje o novi ameriški vojni. Ampak za dejanske ljudi, ki to doživljajo, ima ta dogovor resne posledice. Ljudje v Iranu, ki jih je vlada, oziroma še pomembneje diktatura, osiromašila, zaprla in ubila, so doživeli, da je vsak dolar, pridobljen z odpravo sankcij, oblast uporabila ne za gradnjo šol, ampak za financiranje aparata lastnega zatiranja. Tem ljudem ta dogovor ne prinaša ničesar.
Ljudje v Izraelu, ki so mesece preživeli pod obstreljevanjem z raketami, ja, morda ne bodo jedrsko napadeni, ampak kaj pa obraba zaradi balističnih raket? Ljudje v Libanonu, Jemnu, Iraku ali v vsaki državi, kjer so iranski posredniki pustili popolno opustošenje. Za vse te ljudi ni šlo nikoli za denar in pravzaprav tudi ne za jedrsko orožje. Šlo je za to, da bi lahko živeli življenje brez vsakodnevnega strahu in terorja. In to je bilo s tem dogovorom zapravljeno. Ne glede na to, kako pogledate, Islamska republika ve, da je zmagala. Da, trpela je. Da je popustila pod pritiskom. Da, gospodarska vojna jo je pripeljala na rob. Ampak pod vsem tem vedo resnico, da so Združene države želele ta dogovor bolj kot karkoli drugega. Želele so to poglavje lepo zaključiti. Želele so reči, da je bila jedrska grožnja odstranjena in da je bila gospodarska katastrofa ublažena. To je bil vedno cilj in Iran je bil vedno pripravljen čakati nanj. Zame pa je pod vsem tem še nekaj večjega, kar je pravzaprav srce parajoče. Veste, vsi govorijo o tem, kako si je Trump tako zelo želel tega dogovora, ker je narcis in megaloman. In ja, to je morda res. Ampak mislim, da je velik del razloga, zakaj so sploh potiskali ta dogovor naprej, v tem, da Američani se niso bili pripravljeni boriti. Niso bili pripravljeni žrtvovati nobenih vojakov za to, v kar so verjeli, da se dogaja na Bližnjem vzhodu. Vendar pa to nikoli ni bilo zares povezano z Bližnjim vzhodom. Gre za to, da Američani priznajo dejstvo, da jim soočanje s terorizmom ni všeč, vendar pa v resnici niso pripravljeni za to ničesar žrtvovati. In z islamističnim načrtom prevzema, kot smo ga videli v Evropi, ter z Ameriko, ki tako pogosto kritizira Evropo, da so pripravljeni govoriti, ne pa tudi ukrepati, je kar strašljivo videti, da je to tisto, kar si ameriško ljudstvo želi. Dogovor, ki se ne ukvarja s pravo grožnjo terorizma in, kar je še pomembneje, Islamski republiki sporoča, da nismo pripravljeni ničesar žrtvovati, da bi vas ustavili. Ljudje na Bližnjem vzhodu to čutijo in vidijo. Razlika med tem, kako se Izrael s tem spopada, ali pa zalivske države, pa je ogromna. Izrael je dokazal, da je pripravljen boriti se in da se je pripravljen boriti tudi za ceno tega, da razjezi Ameriko, ker razumejo posledice, če bi dovolili, da teroristični režim prevlada. Ne zato, ker bi bili krvoželjni ali ker bi uživali v ubijanju dojenčkov. To je zato, ker živijo pod grožnjo terorja in razumejo, da si ne morejo privoščiti, da bi preprosto rekli, podpišimo dogovor in pojdimo naprej. Izrael zdaj prehaja v zelo zapleteno fazo, ko mora krmariti med tem, kaj se dogaja v Ameriki in tem, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Pri čemer jim Amerika delno zavezuje roke, ker Trump želi, da ta dogovor uspe. To se morda sliši pesimistično, vendar v mnogih pogledih mislim, da ni tako. Ker je precej preprosto videti, da je Izrael vojaško v veliko boljšem položaju, kot je bil. In imamo večjo sposobnost kot kdajkoli prej, da se spopademo z Iranom. In mislim, da je to res dokazalo Bližnjemu vzhodu, da ni idealno, če je Zahod preveč vpleten v to, kar se tukaj dogaja. To sem že enkrat rekla in bom rekla še milijonkrat. Zahod ne razume Bližnjega vzhoda. Razume denar, razume svobodo, razume kratkoročne koristi, politični koledar in ceno goriva. Ampak jezik, ki se dejansko govori v tej regiji, ideologija, teologija, potrpežljivost režima, ki verjame, da čaka na božanski trenutek, življenje pod resnično grožnjo. Ta jezik še ni bil učinkovito preveden v Belo hišo. To je postalo jasno z obsedenostjo, da se ta dogovor sklene za vsako ceno. In ne, da bi se spuščala v podrobnosti drame med Izraelom in ZDA, bi lahko bilo v tem tudi nekaj dobrega. Morda bo prišlo do resnične spremembe, vendar je resnica, da je to malo verjetno. In za države, ki jih preživetje Islamske republike resnično prizadene, je že skrajni čas, da se nehajo finančno podrejati tistim, ki preprosto ne razumejo, kakšne so resnične posledice. Ko pogledam na fantastično zgodbo o tem, kako so ZDA prepričale Iran k podpisu, vidim državo, ki ve, kako doseči svoje. A morda, samo morda, se to izkaže za dvorezen meč. Sem Jirka in se vidimo naslednjič.